Na južni trati predsedniške palače so papeža Frančiška sprejeli ameriški predsednik Barack Obama in z njim približno 15.000 povabljenih. Za Jorgea Marija Bergoglija je to nasploh prvi obisk na tleh Združenih držav Amerike. V prvem nagovoru pa je podprl Obamovo prizadevanje na področju okolja, pohvalil je spravo s Kubo in pozval k varovanju in spoštovanju verske svobode. Papež se je nato z Obamo zasebno pogovarjal še v ovalni pisarni. Frančišek se je pred predsednikom svetovne velesile v državi, na katero na mejah pritiskajo številni latinskoameriški migranti, predstavil kot eden izmed slednjih. Kot sin družine priseljencev sem vesel, da sem gost v tej deželi, ki so jo v veliki meri zgradile take družine. Papež je poudaril, da si ameriški katoličani skupaj z drugimi prebivalci prizadevajo ustvariti družbo, ki je resnično strpna in vključujoča, prizadevajo si za zaščito pravic posameznikov in skupnosti ter za zavrnitev vseh oblik krivične diskriminacije. Sveti oče je ob tem spregovoril o verski svobodi. Ta svoboda ostaja med najbolj dragocenimi ameriškimi lastninami. Vsi so kot dobri državljani poklicani biti pazljivi na ohranjanje te svobode. Treba jo je zaščititi pred vsem, kar bi jo lahko ogrozilo. V nadaljevanju je opozoril, da so podnebne spremembe problem, ki ne more biti prepuščen prihodnjim rodovom. Kar zadeva skrb za naš skupni dom, živimo v ključnem trenutku zgodovine, toda še imamo čas za uresničenje sprememb, ki so potrebne za dosego trajnostnega in celostnega razvoja.